Potem, ko je izraelska vlada soglasno glasovala za uradno priznanje armenskega genocida, množičnega pobijanja približno 1,5 milijona Armencev strani Osmanskega cesarstva v zgodnjih 1900-ih, je ta poteza sprožila oster odziv v regiji. Današnja Turčija, naslednica Osmanskega cesarstva, že dolgo zavrača oznako genocid in Ankara zdaj obtožuje Izrael, da priznanje uporablja kot politično orožje. Tudi Azerbajdžan obsoja to odločitev, kar je pomemben odziv glede na strateške vezi med Bakujem in Jeruzalemom. Glasovanje poteka v času močnega poslabšanja odnosov med Izraelom in Turčijo, čeprav zunanji minister Gideon Sar vztraja, da to ni bilo maščevanje za tisto, kar je imenoval odkrito sovražnost in retoriko pod vodstvom predsednika Erdogana. Z nami je zdaj Onur Eren, predsednik Dragoman Strategies, ki se nam oglaša iz Istanbula. Onur, lepo, da ste z nami na I24 News English. Zakaj Turčija vidi to potezo Izraela kot politično orožje? Kakšen vpogled nam lahko ponudite glede tega? Dve stvari. Prva je, da nobena druga razlaga preprosto nima smisla. Glede na več stvari, vključno s časovnim okvirom. In druga stvar, to je zelo, zelo enostavno orodje, ki ga uporabljajo številne zahodne ali z Zahodom povezane države, če želijo, veste, pokazati odziv na Turčijo. Zelo preprosto je, mislim, da je to zdrava pamet. Kaj bi potem rekli, da je drugače za Turčijo ali Azerbajdžan, ko Izrael prizna armenski genocid, v primerjavi z, kot ste omenili, nekaterimi od 34 drugih držav, vključno z Združenimi državami, ki so že sprejele to priznanje? Tako imenovani armenski genocid je pravzaprav skupna obtožba, ne le proti Turčiji, ampak tudi proti bratski državi Azerbajdžan. Tudi to, kar se je zgodilo ali kar naj bi bilo prikazano v tem obdobju, se nanaša tudi na sodobni Azerbajdžan. Torej je to skupen problem, ki se prikazuje kot orodje za izražanje nenaklonjenosti Turčiji in Azerbajdžanu hkrati. Enaka, če ne še močnejša reakcija so pokazali vsaki drugi državi, ki je storila enako. Razlog zdaj je, veste, morda se vam ali vašim gledalcem zdi tako, kot da Turčija in ali Azerbajdžan kažeta ali pretiravata, pa ni tako. Ker so bili enaki ali celo močnejši odzivi prikazani že v prejšnjih primerih, sem prepričan. Dolgotrajni konflikti in nesoglasje med Turčijo in Izraelom. Odnos med Azerbajdžanom in Izraelom je bil precej boljši kot odnosi med Turčijo in Izraelom. Toda morda je to eden tistih trenutkov, ko tudi Azerbajdžan močno reagira na Izrael. Morda je to povečalo zanimanje v očeh vaših gledalcev, vendar je tako. Kljub temu, to pravzaprav ni nič manj in nič več kot katerakoli druga reakcija, ki bi jo pokazali. Seveda sem prepričan, da je dejstvo, da se je v regiji veliko dogajalo, v mnogih primerih, vključno z vpletenost Izraela, veste, ne odvrača nobene pozornosti od tega dejanja ali te izjave Turčije in Azerbajdžana. Ko gre za odzive in obsodbe Turčije glede dejanj Izraela v Gazi, ali Ankara uporablja vprašanje priznanja armenskega genocida, da bi povečala pritisk na Izrael na mednarodni ravni s svojo kritiko? Ne vem, ampak ali Turčija ali kjerkoli druga država res potrebuje še kakšno drugo orodje, da bi povečala pritisk na Izrael glede tega, kar se dogaja v Gazi. Mislim, vse se dogaja na očeh javnosti, vse je dobro dokumentirano. Ne govorimo o morebitnih dokazih izpred več kot 100 let. Govorimo o prenosih v živo v zadnjem času, veste o tem, kar se je zgodilo po 7. oktobru. Skoraj vse se prenaša v živo, skoraj takoj. Zato mislim, da nobena država ne potrebuje nobenega drugega orodja, kot je odzivanje na izraelsko priznanje tako imenovanega armenskega genocida, da bi povečal pritisk.
Mislim, da nihče ne potrebuje ničesar drugega, da bi povečal pritisk na Izrael, kot to, kar se že prenaša v živo zadnjih 5-6 let, veste, v zadnjem obdobju dogajanja po 7. oktobru. V redu, Onur, vesela sem, da ste z nami na i24 News English. Cenim, da ste z nami delili svoje poglede iz Istanbula. Hvala. Nazaj v studiu z veleposlanikom Markom Regevom. Mark, prepričana sem, da imate veliko zapovedati kot odgovor na ta intervju. Zanima me, kako bi potem razložili odločitev Izraela, da zdaj nadaljuje s tem priznanjem, saj je bila ta tema v preteklosti Izraela že večkrat izpostavljena. Zakaj torej zdaj, ko so odnosi med Izraelom in Turčijo na eni izmed najnižjih točk? Torej, najprej, odnosi Turčije z Izraelom so resnično na nizki točki, vendar so naši odnosi z Azerbajdžanom dobri in Izrael želi, da tako tudi ostane. Ko pa pogledate to vprašanje, morate ločiti zgodovinsko resnico od politike. Zgodovinska resnica je, da je bilo veliko Armencev ubitih v Prvi svetovni vojni. In veliko ljudi po Zahodu, kot ste pravilno povedali, Evropa, Združeno kraljestvo, Združene države Amerike, Kanada in drugi, so to poimenovali genocid. In to je skoraj mednarodni konsenz. Spomnil bi naše gledalce, da je eden najbolj priznanih strokovnjakov za Bližnji vzhod, Bernard Lewis, dejal, da je šlo za pokol, vendar ne meni, da je šlo za genocid, ker ima genocid posebna merila. Veš, želiš uničiti in izbrisati celoten narod. Tako je naredil to razliko. In mi v Izraelu vemo, kako se je beseda genocid zelo neodgovorno uporabljala v zvezi z izraelskim ravnanjem v Gazi. Tako da veš, resnica o tej zadevi je predmet razprav med resnimi zgodovinarji. Čeprav bi rekel, da je politično korektno soglasje, da je šlo za genocid. Zakaj je Izrael to storil zdaj? Dolga leta, ko je bil na Izrael pritisk naj to stori, celo strani naših prijateljev v Ameriki, so nekateri najbolj proizraelski kongresniki prihajali k nam in spraševali, zakaj tega ne morete priznati? Veste, mi priznavamo holokavst. Zakaj vi tega ne morete priznati? In tako naprej. In Izrael je vedno, zaradi dobrih odnosov s Turčijo, rekel, veste, imamo tudi druge interese in imeli smo dobre odnose s Turčijo, ter jih nismo želeli porušiti. To očitno ni več dejavnik. Odnosi Izraela s Turčijo so na najnižji točki. In zato Izrael pravi, v redu, lahko se pridružimo zahodnemu konsenzu, vsaj glede tega vprašanja. Ampak ponovno, mislim, da je zgodovinski argument o tem, kaj se je pravzaprav zgodilo, jasen. Armenci so bili pobiti. Jasno je, da so bili zlorabljeni. Jasno je, da je bilo veliko smrti. Ali to predstavlja genocid? Je šlo za poskus izbrisa armenskega naroda? O tem poteka razprava. In vem, da so resni ljudje, kot je Bernard Lewis, trdili, da ne, da ni šlo za to. Mark, ko gre za Azerbajdžan, eno najpomembnejših regionalnih partnerstev Izraela, kako bi to lahko vplivalo na ta odnos? Upam, da ne bi. Mislim, da imajo pravico, da se z nami ne strinjajo. Lahko rečejo, da te odločitve ne sprejemajo. Ne vidim tega kot, veste, to bi bilo nesoglasje med prijatelji. Mislim, da to ne bo vplivalo na odnos. Obe državi imata močan odnos. Sodelujete na številnih področjih v oboje stransko korist. In vidim, da bo ta odnos še naprej uspeval. Veleposlanik Mark Regev, lepo, da ste z nami na i24 News English. Vedno cenimo, da z nami delite svoje poglede. Hvala. Z veseljem.